dober večer, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se na ta praznični vikend udeležili novinarske konference Anžeta Kopitarja, ki se je danes pridružil reprezentanci na pripravah pred svetovnim prvenstvom v kazahstanskem Nur-Sultanu. Današnja novinarska konferenca gre tudi v živo na Hokej TV, ki ga je ponovno možno spremljati v mreži Telekoma in T2. Zato bi vas pri vprašanjih prosil, če lahko počakate na mikrofon in potem zastavite vprašanje. Zdaj pa bi brez odlašanja besedo predal Anžetu, najprej mogoče za nekaj uvodnih besed o tem, kako je ponovno biti z reprezentanco, potem pa bo na voljo za vaše vprašanje. Anže, prosim. Ja, z reprezentanco, tako kot zmeraj je zelo dober občutek spet priti v garderobo med fante. Sicer letos jih kar nekaj manjka, no, tako da je nekaj novih obrazov, ampak jaz se že veselim teh priprav in normalno tudi svetovnega prvenstva. Hvala. Vprašanja? Kar prosim, če roko dvignete, pa da podamo mikrofon. Anže, ideja o reprezentanci, koliko časa je pri tebi zorila, kako je sploh prišlo do tega? Ali si po koncu sezone odločil, kdaj si začel razmišljati? Ja, glede na to, da naša sezona ni bila prerožnata oziroma daleč od tega, sem vedel pač, da bo tudi ta možnost, da pridem igrati za reprezentanco, tako da mogoče kakšen zadnji teden, da sem že malo premleval vse skupaj, kako bi bilo, kakšna bo časovna usklajenost in vse to, kaj je bilo pa enkrat pač konc, sem pa normalno se odločil, da ja, na koncu si bo pač tudi pogovor z našim športnim direktorjem, ampak to je steklo vse zelo gladko, tako da ni bilo nobenih problemov. Že kako so potekali te dnevi po koncu sezone, po zadnji tekmi, ki je bila tudi za tebe še posebej slovesna? Kaj se dogaja potem, kakšno vlogo si imel kot kapetan v pogovorih o prvih analizah in zdaj, kdaj si bil nazadnje na ledu? Danes dvakrat predtem? Ja, predtem že kar nekaj časa ne, no, tako da je bilo danes zelo dobrodošlo, da sem bil dvakrat na ledu. Kako pa vse skupaj to poteka, je pa tako po vsaki sezoni oziroma letos je bilo še malo bolj konkretno vse skupaj, glede na to pač, da smo še trenerje že zamenjali, tako da normalno sestanki s trenerji, športnim direktorjem, zdaj še z novim trenerjem, tudi poje tisti obvezni zdravniški pregledi, da konec koncev tudi zdravniki dajo zeleno luč za nastop v reprezentanci, tako da je kar en tak proces, ki traja en dober teden, tako da vse treba pač to opraviti, preden gre vsak lahko domov oziroma vsak igrati za svojo reprezentanco. Zelo navadil. Odgovorna vloga v moštvu, tukaj, kadarkoli si bil za reprezentanci, se tudi imel. Letos seveda v tem boju za elitni razred javnost zelo veliko pričakuje od tebe, kako si predstavljaš svojo vlogo v tej prenovljeni ekipi, mečkane, že sam si rekel, tudi z novimi obrazi. Ja, mislim, vem, da se pričakuje veliko od mene, tudi kar se tega tiče, imam jaz verjetno še malo više pričakovanje zase, kakor pa vsi ostali, tako da to zame ne nič novega. Vemo, da normalno hokej igra 20 igralcev, tako da mislim, da enega samega izpostavljati, ali sem to jaz, ali kdorkoli drug, v kakšni drugi vlogi, to nima smisla, ker moramo normalno imeti tisti ekipni duh, ki nas je že tokrat popeljal v A skupino, pa na olimpijske igre, pa naredili pač dobre uspehe tudi na teh tekmovanjih, tako da to bo, ampak vem pa, da normalno moram biti nosilec igre oziroma eden izmed nosilcev igre, pa nekako voditi to ekipo.
vem, koliko ste že analiz delali, ampak kaj ste pri pač v LA-ju ugotovili oziroma kakšne spoznanja pa v tej sezoni, no? Kaj je šlo narobe, kje so bili glavne stvari, no? Ja, narobe je šlo kar nekaj stvari, zdaj že od samega začetka se nam je najprej Quick poškodoval, pa Brown se nam je poškodoval že pred samo sezono, je on zamudil, mislim, da 10 tekem. Pol smo trenerje zamenjali pa v upanju nekako, da bi se malo to spremenilo oziroma da bi dobili in da bila kakšna iskrica, da bi šlo malo vse skupaj na bolj, pa se to izkazalo, da ni dobro, tako da pa pač sezona bila, ene par smo jih zmagali, pa še več zgubili, pa spet par zmagali, pa več zgubili, tako da je šlo vse skupaj zelo hitro na dol, kakor pa smo vsi skupaj pričakovali. Ja, treningi res niso bili najboljši, ampak to je pač, mislim, da zdaj vzrok v temu siguren je nekaj, ampak je bil problem tudi, kako smo pač same tekme igrali, ker zelo malokrat smo sestavili 60 minut take igre, ki je pač potrebno za zmago, zdaj pa v tistih, ali je bilo to, ne vem, 5, 6, 10 minut, smo prejeli tudi zelo veliko zadetkov, ki nismo igrali tak hokej, ki bi mogli in v taki ligi se to zelo hitro pozna in je težko nadoknaditi. Poznam ga toliko, kar je bil trener San Joseja pa Edmontona, no. Imel sem tudi že en sestanek, preden sem šel domov z njemu in jaz imam zelo pozitivne občutke, kar se tega tiče. Vem, da ima zdaj kar nekaj dela, da bo najel še svoje pomočnike, pa vse to, kar pride zraven, tako da je treba začeti graditi za prihodnost. Anže, še nazaj k reprezentanci. Kakšen občutek ste dobili danes na ledu s fanti, vzdušje? Vzdušje je dober, tako kot zmeraj. Trening mislim, da je bil dober. Zdaj imamo tudi še kar nekaj treningov, pa pol še 2 tekme, no, tako da kaj več bomo lahko tudi po 2 tekmah videli, ko bomo igrali tukaj, ampak občutki so dobri. Seveda je to tudi stvar selektorja, pogovora s selektorjem. Pričakuješ, da boš igral na obeh omenjenih tekmah? Z Ivotom se, kar se tega tiče, se še niso pogovarjali, ampak ja, mislim, da bom igral na obeh, no, kaj bo pa Ivo povedal, oziroma sigurno bo tudi pogovor glede tega odločitev, boste pa zvedeli, kaj bo čas za to. Kakšno vprašanje? Že. Skupina B, dolgo cajt že nisi igral v slovenski reprezentanci. Zahtevna obenem in dobesedno vsaka tekma lahko pomembna, prva s Kazahstanom. Kako se lotiti skupine B z vidika reprezentance, ki ima vedno željo se vrniti v A skupino, pa je lani to ni uspel? Ja, prvo kot prvo res je, da že lep čas nisem igral B skupine, oziroma eno in edino sem igral v Ljubljani, tako da ampak od takrat je že kar nekaj časa minil, zamenjal se je tudi pač format te B skupine, zdaj ena združena, vsaka reprezentanca mislim, da je močnejša, kakor je pa bila toliko let nazaj, tako da zdaj pa kako štarta tudi tak turnir, pa tako kot vsakega drugega na polno. Vemo, da prva tekma je zmeraj zelo pomembna, da se pač, da začneš dobro. Vsak začetek na vsakem turnirju je zelo pomemben, tako da treba iti na zmago, treba igrati pogubno,
mogoče glih to najboljše, da igramo glih pred domačinom, da mislim, da normalno oni imajo verjetno velike cilje oziroma visoke cilje, visoke apetite, da bi šli naprej tudi oni v A skupino, tako da mi bomo šli tja, igrali bomo po najboljših močeh, pustili bomo vse na ledu, zdaj pa konec oziroma 5. maja, ko bo zadnja tekma, pa bomo videli, če bo to zadostovalo. Je pa ena stvar, da ta ekipa je vedno igrala na polno, pa zmeraj vse pustila na ledu, tako da mislim, da sam karakter ekipe nikoli nobeden ni podvomil to, tako da mislim, da bo to enako na tem turnirju, zdaj pa, če bo pa zadostovalo, bomo pa kmalu videli. S čim boš ti zadovoljen 5. maja, najbrž z uvrstitvijo v elito, ali tudi, če so te samo potrudili, pa tudi, če nam te prišli? Ne, jaz sem zadovoljen z uvrstitvijo v elito, seveda. Ampak, tako kot sem že prej rekel, jaz mislim, da tam mislim, da vsaka reprezentanca ima možnost za napredovanje, tako da kar nekaj bo odvisen tudi od same dnevne forme, nekaj od sreče, ampak se pravi, konec koncev pride do tega, koliko si bomo mi želeli, pa koliko si bojo drugi želeli. Jaz pa vem, da si bomo mi zelo fejst želeli. Po svetovnem prvenstvu imaš še kar nekaj načrtov, najbrž tlele v Sloveniji. Videla sem, da bo tam imela s Tomažem spet hokejsko šolo, najbrž tudi golf turnir. Kaj imaš v teh 4 mesece, ali koliko boš ostal vse v načrtu? Ja, po svetovnem prvenstvu bo siguren počitek. Pol pa približno isto, tako kot vsaka poletja. Akademija je v juliju, golf je planiran konec avgusta, vmes bo še verjetno tudi kaj nekaj časa za dopust. Drugače pa priprave na novo sezono, nekako tradicionalno. Za vas, za tvojo familijo, ko pridete v Slovenijo, že to dopust, ali je dopust, če greste pol še kam proti morju ali pa kam dol? Bomo šli tudi pred morju, ja. Tudi, ja. Anže, nazadnje si nosil dres risov v Minsku na kvalifikacijah za Pjongčang. V Pjongčangu smo te žal pogrešali. Nekaj novih obrazov v garderobi. Tebe so vsi poznali, si ti vse poznal? Ne, vse moram reči, da res ne. Je kar nekaj mladih, tudi kar lepa številka novih igralcev, ampak ne vem, kdaj točno se bo Ivo pač odločil za končno postavo oziroma tista, ki bo potovala v Kazahstan, ampak bom siguren, se bom potrudil, da bom vse fejst dobro poznal, preden bomo šli. Ampak tale trening popoldanski, dopoldne si bil tako samo z golmani na ledu, je vendarle že nakazal nekaj peterk, mogoče beseda dve o tem, kar ste igrali popoldan, ta peterka s tabo skupaj. Ja, mislim, glede na to, da zdaj se nam bojo pridružili še igralci Olimpije, pa Jesenic, ne vem, a bo to kaj spremenili. Jaz z Žigom pa z Robertom sem danes igral, zdaj ne vem, a se bo to kaj spremenilo ali ne. To jaz nisem ta prav naslov za ta vprašanje, ampak ja, mislim pa, da Ivo je pa že nekako nakazal, kako mogoče bojo peterke, tako da po en stran pa po moje kaj dosti sprememb pa tudi ne bo, ker je kar nekaj fantov pač odsotnih, tako da nekaj, ne vem, kakšne kombinatorike, ne vem, če sploh lahko operiramo s tem, tako da po moje bo kar tako, kaj je. Ravno zaradi tega v ponedeljek tebe ni bilo, ker je Ivo to že nakazoval in povedal, da kar se bo konec tedna že približno igralo z Olimpije in z Jesenici, najbrž prav veliko niti ne bo. Vemo, kako je, ko se ti pojaviš na turnirju, ki ni svetovno prvenstvo skupine A,
Vemo, kaj pomeni Kazahstan v hokeju, vemo, kaj pomeni Astana oziroma dvorana KHL-a, kjer boste igrali. Mislim, da bo kar precej pritiska na tebe. Kako izven hokeja zadržati to osredotočenost, vemo, da imaš izkušenj polno. Enostavno te bodo mogli tudi drugi zaščititi za moj okus, da nisi vsak dan vse posod. Kako sam gledaš na to? Oni bodo tebe videli kot največjega zvezdnika tega turnirja. Dobro, to je mogoče že res. Jaz oziroma ekipa mi igramo tja igrati hokej, ne pač delati druge obveznosti. Zdaj, kakšen program oziroma protokol, to ne vem, ampak verjamem, da od samega vrha pa do zadnjega igralca mi gremo tja, da se bomo probali uvrstiti v elito. Zdaj pa vse se bo podredilo temu in zaščitili vse igralce, ne samo mene, da bomo imeli čim bolj optimalne pogoje oziroma možnosti, da se uvrstimo v elitno skupino. Ta teden je še finale državnega prvenstva, slučajno imel kaj časa, da šel tudi mogoče na Jesenice? Ne, imamo tukaj priprave, tako da ne bo šlo. Nekaj povedal o pritisku, kako ste se pa mogoče skozi NHL sezono soočali v LA-ju, je bilo kaj negativizma, če tako rečemo, glede na to, da sezona ni bila najbolj uspešna? Ja, mislim, negativizem mogoče oziroma sigurno ni bil prisoten velikokrat, mogoče bolj frustracije glede na to, ker smo vedeli od samega začetka, da imamo dobro ekipo, ampak igra ni stekla oziroma nekako nismo mogli zalaufati, po domač povedan, tako, kot bi mogli oziroma tako, kot smo si pričakovali, da bomo. In ja, frustracije so bile sigurno, negativizem, ne vem, če je glih ta prava beseda, ampak sigurno pa noben ni bil zadovoljen z osebnim dosežkom, sploh pa ne z ekipnim dosežkom. Ja, mislim, to je bil zame sigurno en poseben mejnik. Zdaj ne vem, koliko igralcev v zgodovini lige NHL je presegal ta mejnik. No. Vem, da jih ni veliko, ki to naredijo z eno ekipo. Jaz sem pač bil med njimi, jaz sem zelo ponosen tudi na to, da sem pač odigral prvo kot prvo 1000 tekem, pa drugo kot drugo, vse s Kingsi. Normalno bi rad ostal tam še oziroma do konca svoje kariere, tako da je bilo pa tudi zelo poseben, mislim, da tudi za mojo družino, tako ožjo kot širšo, tako da so bili fajni občutki. Še kakšno vprašanje mogoče? Nekdo, ki igra NHL toliko časa kot ti, ko ima 2 Stanleyjeva pokala. Doma pa v reprezentanci tudi nekoliko različni pogledi na igro teh selektorjev, pri katerih si igral. Koliko sta že z Ivotom debatirala, koliko poznaš Ivotov način dela. Konec koncev je Ivo se tedaj poslavljal, ko si ti prihajal v reprezentanco. Ja, mi da so igrala kar, mislim, da ene par prvenstv skupaj, pa ene kvalifikacije za olimpijske igre, tako da nekaj sva odigrala skupaj. Sam način igre pa se mislim, da ne razlikuje tako fejst od prejšnjih selektorjev. Tako da kar se sistemov tiče, pa tega ne bo nobenega problema. Ja, danes smo imeli že en sestanek, tudi po jutranjem treningu smo vse skupaj malo pregledali, nekako dogovorili, kakšen bo način igre.
bomo pa to zdaj še podarjali, se pravi, zdaj imamo še cel teden časa, da se bo to razvijali, nadgrajevali, pa da bomo v nedeljo, ko bo prva tekma, da bo to laufalo vse tako, kako more. Ne vem, mogoče sem prestrog, ampak recimo Francija in pa lansko svetovno prvenstvo skupine B, mogoče res ni bilo to tisto, kar smo od te reprezentance vajeni, ne? Kako to spet držati skupaj. Nekateri pravijo, da če je zraven AK11, da je potem to mnogo lažje, ker je garderoba drugačna. Ja, ne vem. Jaz ne vem, kakšen je vzdušje v garderobi, ki mene ni tam, ampak ne vem, nažalost nisem mogel priti, ampak zdaj sem tukaj pripravljen pomagati in gremo naprej. Kar se je dogajalo, zdaj gremo pa naprej. Dobro. Če ni več drugih vprašanj, jaz se vam zahvaljujem. Hvala ti, Anže. Hvala. Se vidimo v sredo na tekmi.